Danes v novicah med drugim. CUDV Draga v novih začasnih prostorih. Za brežiško bolnišnico uspešno poslovno leto. Najboljši športniki v novomeški občini so Dober večer. CUDV Dolfke Boštjančič Draga je socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Enota v Novem mestu je v začetku leta ostala brez lokacije za dnevni center. Začasno so našli v Baragovem zavodu v Šmihelu, a si že več kot 2 desetletji prizadevajo za dolgoročnejšo rešitev. Več kot 20 let, kolikor delujejo v Novem mestu, je imela enota svoje prostore v domu starejših občanov. Med epidemijo so v njihovih prostorih uredili rdečo cono, zato so se morali izseliti. Nismo se vrnili zaradi tega, ker je DSO izrazil željo, potrebo po teh prostorih še naprej in da v bistvu ne bi jim odgovarjalo, da se vrnemo nazaj. Odtlej jih gostijo v prostorih Društva paraplegikov, so pa na poizvedovalnem razpisu izbrali začasno lokacijo, torej v Baragovem zavodu. So prostori veliki, zračni, več kvadrature, vsi prostori so obnovljeni, parket imajo, naši otroci so gibalno ovirani, večinoma tudi preživijo na tleh in to je zelo pomembno. Tretje leto je vključena v dnevni center Draga tudi 9-letna Pija. Njena mama je z novimi prostori, ki jih ta čas prilagajajo potrebam otrok, zadovoljna. Skrbi pa jo dostopno zaradi stopnic. Upamo, da bojo ustrezno opremljeni in tudi, da bojo kakšna dolenjska podjetja pristopila na pomoč s kakšnimi donacijami oziroma nakupom ustrezne opreme. Ki jih bo, računa direktorica, stala prek 50 tisočakov, medtem ko bo najemnino za dobo do 5 let krilo ministrstvo. Vselili naj bi se v prvem tednu aprila. Dolgoročno pa v sodelovanju z občino in ministrstvom iščejo stalno lokacijo za gradnjo dnevnega centra. Šolski otroci spadajo k učencem. Osnovna šola, lahko je tudi prilagojen program, lahko je tudi samostojna lokacija, ampak da je mogoče le povezava, da se čutimo pripadni tudi ostalim učencem. V novomeški dnevni center je ta hip vključenih 10 otrok in mladostnikov, za katere skrbi 8 strokovnih delavcev. Gre za državni zavod, v katerem pa skrbijo tudi za naše otroke, poudarjajo na občini, zato obljubljajo pomoč pri umestitvi nove enote v prostor. Ponuja se več rešitev. Ena od teh je dozidava vzgojno-varstvenega centra v Šmihelu, kjer je že itak zemlja od ministrstva. Lahko bi tudi razmišljali o mogoče izgradnji blizu naše šole Dragodinkete. Za dograditev ob varstveno-delovnem centru že pripravljajo idejne zasnove, dodaja Čadonič Peličeva, ki ocenjuje lokacijo kot primerno z vidika sožitja z VDC-jem in domom za starejše. Zadnje leto je bilo polno izzivov, še posebej za zdravstvene ustanove. V poslovnem smislu je bilo zaradi epidemije COVID-19 nepredvidljivo in zahtevno tudi za splošno bolnišnico Brežice. Kljub vsemu so bili prihodki za več kot 1,3 milijona evrov višji od odhodkov. V bolnišnici so do konca leta 2020 na covidnem oddelku obravnavali 307 bolnikov, od tega 205 iz Posavja in 102 iz drugih regij. Zadnje covid bolnike pa so iz bolnišnice odpustili ta ponedeljek. Kljub negotovim razmeram so opravili 93% načrtovanega programa. To pomeni, da je izpad prihodka na tem področju dobrega pol milijona evrov. Na drugi strani pa smo z obravnavo covid bolnikov imeli za 2,9 milijona evrov dodatnih prihodkov. Čakalne dobe se med epidemijo niso bistveno podaljšale, razen na področju internističnih specialističnih ambulant in funkcionalne diagnostike, dodaja Hribarjeva, ki je na čelu bolnišnice od 1. julija 2017. Takrat je stekla tudi finančna sanacija, ki so jo konec leta 2020 uspešno zaključili. Sanirali pa smo 1,8 milijona zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev, približno pol milijona kumulativne izgube iz preteklih let in pa približno pol milijona zapadlih obveznosti do naših zaposlenih.
Ob tem si v bolnišnici prizadevajo, da bi pridobili kakšen dodaten program. Največja želja je, da okrepimo program ortopedije, tudi elektivnih posegov, se pravi operativnih posegov. Prizadevamo si za pridobitev 75 dodatnih operacij kolen in 75 dodatnih operacij kolkov. Lani so v bolnišnici tudi vlagali, za naložbe so namenili 1,66 milijona evrov. Kaj pa kadrovska struktura? Direktorico veseli, da se v bolnišnici zaposlujejo njihovi specializanti. Kar se tiče pa zdravstvene nege, lahko rečem, da smo uspeli do danes nekako na razpisih dobiti potrebne kadre, tako da na tem področju pa nekih posebnih težav ne beležimo. Posluh za potrebe bolnišnice so v zadnjem letu v veliki meri izkazali tudi različni donatorji in lokalne skupnosti. Ti so ji namenili več kot 160 tisoč evrov, ki so jih porabili za naložbe in nakup potrebne opreme, zaključuje Hribarjeva. Na državni cesti od Marindola do Žuničev trenutno v dolžini 4 km poteka rekonstrukcija vozišča. Cesta bo zaprta še približno 2 meseca. Z obnovo cestišča je družba Telek M sicer začela že lanskega novembra, ko je bil promet na tem odseku urejen s polovično zaporo. Cesta je bila v zelo slabem stanju, predhodno ni bilo izvedeno odvodnjavanje ceste, majhna debelina tamponskega sloja, pa majhna debelina asfalta obstoječega, ker je bil predhodno izveden samo obrabni sloj. Izvedli bodo nadgradnjo, torej ojačali obstoječe vozišče z nevezano plastjo debeline 20 cm in novimi asfaltnimi sloji v debelini 10 cm. Na gradbišču izvajamo nasutje tamponskega sloja, v pripravi tudi fini planu pred asfaltiranjem, nato bomo v naslednjem tednu asfaltirali. Uredili bodo tudi odvodnjavanje površinskih in zalednih voda. Mestoma pa, kjer je to potrebno, bo nameščena tudi jeklena varnostna ograja ter obnovljena vsa horizontalna in vertikalna signalizacija. Investitor, Direkcija za infrastrukturo, predvideva, da naj bi dela zaključili do 19. maja. Odvisno pa bo tudi od vremena, se pravi, ko bodo vremenske razmere dopuščale glede same zime, ko bo to zaključeno, da se bo naredilo še asfaltiranje. Tako da tukaj bomo res predvideno je, do konca aprila bomo pa videli, kako bo glede vremena za samo asfaltacijo. Obvoz za osebna vozila so uredili skozi Tribuče, za tovorna pa mimo Črnomlja in Vinice. Naložba je vredna dober 1 milijon evrov, ki jo bodo, ker gre za državno cesto, pokrili iz državnega proračuna. V Novem mestu pa v sklopu prenove mestnega jedra urejajo nove javne površine s ciljem, da bi občanom ponudili več možnosti za druženje. Tako zdaj poteka prenova spominske ploščadi, ki jo je v sklopu ureditve severnih mestnih vrat zasnoval arhitekt Marjan Mušič. V teku prenove Rozmanove se bo odprl prostor med Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom. Tukaj bo kar neke kvadrature, ki bo na novo namenjene meščanom, se pravi njihovemu srečevanju in tudi morda kakšnim posebnim ponudbi. Stopnišče bo v najširšem delu zamenjala odprta kaskadna ploščad. Zasajeno rastlinje so zaradi del deloma odstranili, ob zaključku gradnje pa ga bodo nadomestili z novimi drevesi in drugimi rastlinami. V krajevni skupnosti Center pa so novo rastlinje zasadili tudi v tako imenovanem skritem parku na Vrhovčevi ulici. In mogoče tudi priložnost to, da vam ob tej priložnosti razkrijemo naš skriti park, ki smo ga približno 4 leta nazaj obnovili. Po teh stopnicah gor vas obenem tudi povabimo, da ga kdaj obiščete. Je majhen park, ampak sredi mesta zna biti prijeten. Ob tem pa v krajevni skupnosti opozarjajo na odgovorno ravnanje lastnikov psov, ki naj za svojimi pasjimi ljubljenčki poberajo iztrebke. V središču mesta pa nimajo samo zelenih površin. V parku Evropske unije ob Ragolovškem mostu so poskrbeli tudi za igrala. V zadnjih 6 letih pa smo v ta park postavili počivalnike, zelo priljubljeno igralo žičnico oziroma zipline,
Neposredno ob mostu se nahajajo igrala, ki jih v okviru zmožnosti posodabljamo, obnavljamo. V parku so postavili tudi prostor za piknik in pitnik, v prihodnje pa si želijo urediti še dostop do Krke, da bosta plavanje in čolnarjenje varnejša. Večina stvari se je v zadnjem letu spremenila, nekatere pa, na srečo, ostajajo del nas tudi v negotovih razmerah. Ena takšnih je prireditev Športnik leta, ki ima v Novem mestu že skoraj polstoletno tradicijo. Tokrat je potekala brez polne dvorane odličnih športnikov in delavcev v športu, je pa vse najpomembnejše trenutke ujela naša kamera. Športnica leta je postala teniška igralka Živa Falkner, ki se letos seli med članice. To priznanje mi zelo veliko pomeni, sploh letos, ker je bilo veliko tudi samega dela, nismo imeli toliko priložnosti igranja in tiste turnirje, ki smo jih igrali, sem jih zelo dobro odigrala, tako da mi to zelo veliko pomeni. Z nazivom Športnik leta se lahko pohvali mladi kolesar Nino Polovič, ki je lani prav tako navduševal v mladinski kategoriji. Ta naziv mi je zelo velik pomen, ker smo lansko sezono jaz in moja ekipa dokazali, da smo celotno sezono dobro delali in čeprav je bila sezona malo drugačna kot navadna, smo še zmeraj dosegli zelo lepe rezultate. Športni kolektiv leta je postal atletski klub Krkam, ki je odlično nastopal na ekipnem prvenstvu Slovenije. In praktično v vseh kategorijah se tudi v Sloveniji uvrščamo med prve tri, tako da tudi to je en dokaz našega kvalitetnega, timskega dela oziroma kolektivnega dela. Vsekakor je pa to rezultat nekega dela, ki se začne pri nas v atletskem klubu že pri najmlajših. Tudi tokrat so podelili številne Bloudkove značke za dolgotrajno delo v športu. Med njimi 3 zlate za več kot 30 let dela v športu. Posebej me veseli dejstvo, da je med njimi tudi veliko športnih pedagogov, ki lahko zelo pozitivno vplivajo na razvoj športa v Novem mestu in širše. Šport je izjemno plemenita disciplina, ki vzgaja mlade k vztrajnosti, dodaja Makovac. Priznanja so dobile tudi najboljše ekipe v delavskih športnih igrah, projektu, ki je poseben v slovenskem športnem prostoru. Delavske športne igre so posebnost v slovenskem prostoru. 60 let so neprekinjeno na programu novomeške občine, zato smo zelo ponosni. Če jih drugje po Sloveniji niso uspeli v tistih letih najtežjih zadržati, je nam to uspelo. V vseh teh letih je v projektu Delavske športne igre sodelovalo več kot 100 000 ljudi. Še en dokaz, da je Novo mesto res športno mesto, tudi v aktualnih razmerah. Preden se poslovimo, še povabilo k ogledu županove ure ob 20. Gost bo župan občine Mokrunuk Trebelno Anton Maver. Ostanite še naprej z nami, prijeten večer vam želim in lahko noč.